Haleluja, dobrodošli na trening božjih služabnikov. Koliko vas je dobro videti v nedeljo popoldne, haleluja, ko je v zuni 32, 33 stopinj, ste vi prišli v klimatiziran prostor, k kralji in duhovniki poslušati Božjo besedo. In danes bo malo drugače in sicer bomo s Carol, Boštjanom, Tanjo pa z mano bomo šli čez enih 4 ure materijala, ampak bomo to skompresirali v zelo dost manj, tako da si tako lahko malo vdahnete. Ampak v Rick Warrenovi cerkvi, ena največjih in uspešnejših cerkva na svetu, ki je v Južni Kaliforniji, si 4 ure za tole vzamejo. In to je v bistvu tretji del izgradnje božjih služabnikov. In mi bomo šli danes čez ta tretji del, kako v bistvu služiti Bogu. In če ste zamudili prve 2 dela, vam lahko Boštjan, nam lahko pošljete mail, pa mu bomo poslali. Dajmo si pogledati. Danes bomo šli čez par slajdov o tem, kako služiti Bogu. In najprej, zakaj služiti Bogu? Jezus je rekel v Janezu 12:26, če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo počastil Oče. In si bomo malo bolj v globino ta citat še pogledali. Ampak se pravi, Jezus je naš zgled. Se pravi, kako je on služil Bogu? Kako je on služil? On je sebe izpraznil in vse, kar je delal kot človek. In če to ne veš, pol boš vedno rekel, lahko Jezusu, on je bil Bog, jaz sem pa človek. Ni res. On je bil izkušen v vsem, tako kot mi, ampak ni grešil. Se pravi, imel je vsako priložnost, bil je izkušen, da bi, pretepil svojega brata Jakoba, ki ga je s kladivom po palcu na nogi udaril ali karkoli. Razumete, ista dinamika je bila. Bratje so ga čist zavrgli v enem trenutku. Piše, da sploh niso verjeli, da je on Mesija in so se norca z njega delali in so rekli, pej ti na uno svadbo, pa tam govori, da si rešitelj, bomo videli, kaj se ti bo zgodilo v tem smislu. Ampak kako je on služil? Nikoli ni vračal hudega s hudim. Vedno je razmišljal, kaj je dobro za druge ljudi, nikoli ni dal sebe v center in dosti je nevarnosti, ko služimo Bogu. Jaz sem dostikrat videl, recimo človek pride služiti Bogu in vse naredi za Boga. In pol to dela en teden, drug teden, tretji teden. In pol, ko ga dosti ne pohvališ, ali pa ko ni dosti feedbacka dobil, ful rata užaljen in noče več služiti Bogu. In pol pravi, to je vse skupaj brez veze. Se pravi, cel čas je služil za to, da bi bil sprejet, da bi bil nagrajen, da bi nekaj imel tega in to vse narobe. Ti moraš služiti ven iz ljubezni do Boga. V bistvu služenje, če gledaš Jezusa, proizvaja ven iz njegovega odnosa z očetom. Haleluja. Se pravi, ko imaš ti tokrat Jezusa, zakaj? Zato, ker veš, koliko ima on tebe rad. In kaj se ti zgodi? To pol prekipeva iz tebe. Ti ne moreš. Ti si toliko blagoslovljen, toliko si srečen v odnosu z Bogom, da iz te sreče ven služiš drugim. Amen. In to je haleluja. In pol ti vseeno, boš nagrajena, ne boš, baš ti briga. Lahko te pluvajo, haleluja, si še bolj zadovoljen, še bolj si motiviran. Če pa služiš, da bi bil neki, boš pa sigurno razočaran, ker ljudje te nikoli ne bodo dosti hvalili. In tudi, če te začnejo hvaliti, boš pol hotel še več te hvale. Ker meso nikoli ni zadovoljen. Tvoje emocije pač so gor in dol. Ampak, ko pa služiš s pravim motivom, recimo, ko imamo band tukaj, band špila in če oni špilajo nam tukaj noter, pol ne bojo zadovoljni. Če pa špilajo Jezusu, bojo pa ful zadovoljni. Haleluja. In isto mi, ko slavimo Boga. Ok, se pravi, Jezus je rekel, večja je sreča dajati kot sprejemati. Se pravi, v bistvu ti, ko služiš drugim, iz tebe teče Božje maziljenje, iz tebe Božja moč ven teče. Jaz včasih, ko sem kaj tako pod kakšnimi bremeni, ko hoče recimo depresija name prijeti, ko hoče prijeti kakšen feeling name, da je vse brez veze, da se mi več ne da, da vse skupaj brez veze, kaj naredim? Najdem eno osebo in ji začnem služiti. Haleluja.
In kaj se mi zgodi? Ful sem blagoslovljen. Zakaj? Ker Bog čez mene pol teče. Če ne čutiš maziljenja, najte eno osebo pa ji pejt služiti. Haleluja. Poklič koga, ki je v potrebi. Bog ti bo dal priložnosti, sigurno. Zakaj? Ker je večja izpolnitev. Ful si izpolnen, ko lahko daš. In v krščanskem centru nam je cilj, da lahko promoviramo tvoj dar, tvoj klic, da to, kar je v tebi, da lahko to čez tebe teče, da vidimo, v čem si dober in ti pomagamo to izpolniti. Mene ena oseba klicala in rekla, Klemen, mi rabimo v cerkvi to določeno eno stvar. Dajte enega. Sem rekel, evo, glih ti si ta prava oseba. Ker dostikrat to, ko vidiš potrebo, tebe Bog to kliče. In naredi en korak, naredi nekaj v tej smeri. Vsak vernik ima pomemben dar. Eni ljudje mislijo, da so tukaj samo ena številka, pridejo se sem skrit pred tem svetom. Ne, ti nisi tukaj slučajno, ti imaš pomemben dar. Če bi moj noht na mazince rekel, jaz nisem pomemben, bi imel jaz ful problem. Ker prvič roka bi mi ful čuden zgledala, drugič pa lahko, da glih ta noht rabam, da se tam nekje v šesu popraska, ki me ful srbi. In a si se kdaj preveč ustrigel noht, koliko te je motil? Jaz enkrat celo noč nisem spal, sam ker sem imel problem z enim majhnim nohtom. Razumete, vsak ud je ful pomemben v telesu Kristusa. Predstavljajte si, da moja jetra, da bi rekla, meni se pa več ne da služiti. Klemen, dej, letos rabam dopust, jaz imam dosti tega, naj ledvica malo bolj delajo. Uporab še malo srce, naj srce še moj del upravlja. Kva pa v noht, on je sam na mazincu gor, jaz pa ful, mislim, tle prečiščujem kri, ne, kva se delam. Sploh ne kva jetra delam, ampak razumeš, da ne moreš reči, da nisi pomemben. To je totalna laž, ti si izredno pomemben, haleluja. Se pravi, to je dobro, služenje je dobro oskrbništvo talentov. Moraš vedeti, da Bog je vsakmu dal vsaj en talent. To je najmanj. In zdaj, ko boš ti prišel pred Jezusa, boš mogel dati račun, kako si ta talent uporabil. In pol, glede na to, kako si ga uporabil, toliko nagrad boš dobil v nebesih. S toliko nagradam boš celo večnost živel. In ne vem, kako je s tabo, ampak meni se zdi tale življenje na zemlji ful kratek. Jaz se skozi počutam, kot da sem star 20 let, dokler pri špegu ne stopam. In pol vidim enega starca tam noter, jaz se počutam ful mlajši, ampak dejstvo je, da nisem. In dejstvo je, da čez 20 let bom še ful starejši in bom že bližje temu, da srečam z Jezusom. In dejstvo je, da teh 20 let bo ful hit minil. Dvakrat bom šel spat, malo bom z očmi trenil in bo 20 let takole bom jim padel mene. Haleluja. Zato moram biti dober skrbnik talentov, ki jih imam. Se pravi, če imaš samo en talent, nekaj, kar te veseli, bomo danes še pogledali, kako to razvijati. Uporab ga, začni služiti. Daj nekaj naprej, kar imaš. Haleluja. In to nam omogoča neprestano rast. Ti, če ne rasteš, ne boš zadovoljen. Se pravi, in poglej svoje telo, vse, kar imaš, raste. Razen, če ni zdravo. Nohte si moraš skozi strižiti, lase si moraš strižiti, baje, da nam celo ušesa skozi rastejo, nažalost, in nos. Kakšne stvari bilo boče na nebi. Ampak to nam kaže, kako smo dobro ustvarjeni. Razumeš, Bog vse, kar je ustvaril, raste. In naj ti povem, vsak talent, ki ti ga je dal, mora rasti. In kako raste? Tako, da ga uporabljaš. Mi smo včasih molili za ljudi, so ležali po tleh in je bila takšna božja moč in potem si rekel, jaz rabam še, jaz hočem še. Pejdi dati naprej. Če bi rad čez sprejel, moraš dati naprej. Ni cilj, da priješ po še, da še molimo zate, ampak daj naprej. Daj še nekomu drugemu. Haleluja. In kaj se zgodi? Tako boš rastel. Se pravi, ko služimo, rastemo. Naslednjič, nagrajen boš od Boga. Jaz tudi, če ne bi bil nagrajen na koncu od Boga, bi služil Bogu, ker je the best. Ker sem izpolnjen, ker služim. Ampak ne glede na vse to, na koncu življenja, na Kristusovi sodbi, kjer se ne bo odločil, kje boš preživel večnost, ampak koliko nagrad boš dobil, boš pa za vsako stvar, ki si naredil, ki ti jo on dal, da narediš, pa si bil poslušan, pa si to naredil, ki ti je Bog govoril,
boš dobil nagrado. Haleluja. Zato je Jezus rekel, tudi kozarec hladne vode, če si dal nekomu, s to, ki je moj učenec, boš dobil nagrado. Se pravi, vse, karkoli te ljudje niso videli, pa si delo boš nagrajen. Nekje v Janezovem evangeliju pravi, blagor vam, če delate dobro tem, ki vam ne morejo vrniti. Zato, ker bo vaše plačilo ob prvem ustajenju. Se pravi, stvari, ki jih dobiš na zemlji nazaj, si delno že kompenziran, si že delno dobil nagrado. Zato je the best za stvari, ki nisi nagrajen. Haleluja. Ok, se pravi, govorimo o tem, kako služiti Bogu. Poglejmo si še enkrat Janez 12:26. Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj. Se pravi, sledimo Jezusu. Amen. On gre pred nami. In kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo počastil oče. A ni fenomenalen citat? Haleluja. Ok, se pravi, gremo v drugi slajd. Kako služiti Bogu? Tako, kot nas uči Jezus in njegovi apostoli. Vidimo, da recimo apostoli, preden so bili na novo rojeni, so se ful kregali, kdo bo največji. In pol so se skoraj stepali med sabo, kdo bo zraven z Jezusom na prestolu, ki bo naredil novo nebo in novo zemljo in ki bo kraljeval na novi zemlji. Oni so mislili, da bo to že v času njihovega življenja prevzel oblast nad Rimom in so se že fajtali za stolček, kdo bo zraven njega sedel. In Jezus je rekel, fante, sploh ne veste, kaj proste. Ni jim rekel, narobe proste. Ni jim rekel, to ni prav, da se to želite. Ampak je rekel, ne veste sploh, kaj proste. Ker kdor ne je mojega mesa, pije moje krvi, ne more biti moj služabnik. Amen? Se pravi, kdor ne trpi z Jezusom, se tudi ne more z njim poveličati. Se pravi, če hočeš služiti Bogu, moraš vedeti, da boš dostikrat preganjen. Dostikrat ne boš razumljen. Dostikrat bo ljudje mislili, da si ti je strgal. Rekli bojo, ma kva je s tabo, se ne splača. En brat, ki dosti sluša v krščanskem centru, recimo njegova družina noče hoditi v krščanski center in mu pravijo, pa kva hodiš v ta krščanski center? Škoda tvojega časa, ne splača se ti. In zdaj, ko to skozi poslušaš, je težko, je tako. Če to pustiš, da pride v tvoje srce. Se pravi, moraš vedeti, ko služiš Bogu, ne bojo ti vsi ploskali. Ne bojo ti rdeč tepih pred tabo dal, prid Božji služabnik. Mene, ki je naš kamerman Rodrigo, mladinski pastor, ki me pelje v Brazilijo, tam v njegovem mestu je toliko na novo rojenih kristjanov, po mojem, da vsaj 50%, v 2-milijonskem mestu Belem. Jaz, ko sem prišel v eno restauracijo, ki je lastnik restauracije, to se mi v 3 ali 4 celo restauracijah zgodil, ko sem prišel, jaz sploh računa nisem mogel plačati. To, ko sem naročil, so mi odnesli, so rekli, ne, to ni dosti dobro zate. In potem so mi neko posebno hrano prinesli, ker so slišali, da sem pastor, ker sem iz nekje prišel. Je bila taka čast, jaz sem mislil, kva je zdaj to, mislim. Jaz, če bi prišel v Sloveniji pa rekel, da sem pastor, bi mi dal najslabši za jesti. Bi mi še več zaračunali, ker so jezni na vse žive župnike, kar jih poznajo. In naj ti povem, ne bo vedno pač rdeč tepih pred tabo, ko služiš Bogu. Poglej si apostole. V enem kraju jih povzdignajo, kot da so bogovi. Pavel si obleko strga, da jim pokaže, da ima on tudi meso, da ni duh. Razumete? Taki čudeži so se čez njih dogajali, da so jih ljudje kar častiti hoteli. Pridejo v drug kraj, jih pa pretepajo, spluvajo, vržajo v ječo, skoraj ubijajo jih, razumete? Da jim more Bog pol nadnaravno ječo odpirati, pa jih rešvati, pa ne kva se dela, da jih ne ubijajo. Ne? Se pravi, moraš biti pripravljen in na dober, in na slabo, če hočeš služiti Bogu. Nesebično z Božjo ljubeznijo, to je pa ful težko. Mi dostikrat služimo. Zdaj, če ti služiš za to, da bi ti Bog rekel, bravo, super si naredil, boš ful slabo služil. Ker služiš za to, da bi nekaj sprejel. Se pravi, služiš z napačnim motivom. Jaz še vedno mislim, da to je boljše, kot če ne bi služil. Haleluja. Ampak obstaja boljša pot, obstaja nesebično služenje, ki služiš za to, kar te ima Bog rad. In to iz tega prekipevanja teče iz tebe. Čim ti hočeš nekaj zaslužiti s svojim služenjem, to ni več toliko čisto. In pol nikoli ne boš toliko zadovoljen. Zato vzem Božjo ljubezen. Če si zmatran, če vidiš, da se ti nič ne da nobenemu pomagati služiti, kaj je rešitev? Sprejmi Božjo ljubezen. Zapri se v sobo,
klič k Bogu, da te nafila svojo ljubeznijo, da boš prekipeval z Božjo ljubeznijo. Haleluja. Kot bratje, kako služiti kot bratje in sestre, ki so s pristnimi odnosi povezani z drugimi verniki. Se pravi, ti, če Bogu služiš, dostikrat misliš, da si edini na svetu in misliš, da noben ni toliko dober kot ti. Vsi samo pridejo, ti pa vsem služiš. In naenkrat misliš, da noben ni toliko dober kot ti. In to je ful nevaren. Ti moraš vedeti, Rodrigo, can you shut the door so the screaming? Ti moraš vedeti, da vsak od nas rab vsakega od nas. Komorkoli služiš, more to služenje iti nazaj in naprej in more to teči iz enega člena v drug člen. Moj komolc ne more služiti neodvisno od moje rame, od mojega zapestja. Vse mora biti povezan. Ti moraš vedeti, da sam ne moreš nič narediti. Ne moreš biti en Božji služabnik, ki si udvojen od celega sveta. Bod povezan z brati in sestrami. Haleluja. Kako služimo? Kot odgovorno, kot Božji oskrbniki. Mi dostikrat, vsaj jaz, dostikrat si rečem, bomo že nekaj, dajmo na brzino nekaj narediti, samo da pač itak nas bo Bog sprejel. Za Boga je itak dosti dober. Ni, za Boga nič ni dosti dober, razumeš? Za Boga je dosti dober samo to, da največ narediš, kar lahko narediš. To je dosti dober. Niti treba biti popoln v vsem, kar delaš, ampak moraš pa popolno sebe notiti. Amen? In pol, to tako kot v šoli, recimo. Če se ti ful učiš, pa si dobil trojko, hvala Bogu. Če se pa nič nisi učil, pa si 4 dobil, pa bi lahko 5, pa ni dobro. Se pravi, daj bod odgovoren. Haleluja. To, kar ti je Bog dal, daj vse v to. Amen? All in. V pravičnosti, miru in veselju. Božje kraljestvo ni jed in pijača, ampak je pravičnost, mir in radost v svetem duhu. Se pravi, ko služiš, služi v Božji pravičnosti. Se pravi, moraš vedeti, da te je Bog ustvaril, da ne da služiš nekaj iz, pač, recimo Božja beseda pravi, ne služiti samo na zunanji izgled. Tako da bo ljudje rekli, da si služil. Ampak vse deli tako, kot da zajel se delaš. Drugič, moraš imeti mir. Se pravi, ne se toliko izčrpati, ne se toliko gnati za stvarmi, da zgubiš Božji mir. Ko Božji mir zgubljaš, je ful tvoje služenje v nevarnosti, ko lahko bankrotiraš. Lahko doživiš brodolom. Veliko ljudi začne ful dobro in doživi brodolom, ker niso ostali v Božjem miru. Vedno ohrani mir z Bogom. In tretjič, v veselju. Se pravi, ful je več nivojev služenja. Recimo, jaz se spomnim, ko sem se spreobrnil in sem živel doma 20 let star, zakaj so me moji starši zaklenili v kuhinjo in rekli, nikamor ne greš, dokler ne poveš, kaj se ti je zgodilo. Po enem mesecu, ko so me opazovali. In jaz jim nič nisem govoril o Jezusu. In zakaj so hoteli zvedeti, kaj se mi je zgodilo? Zato, ker karkoli mi je mama rekla, ne naredim, sem z veseljem naredil. To je bilo totalno drugače, kot sem bil navajen. Ker prej, če me je oče prosil, naj smeti dol nesem, sem rekel, zakaj jaz? A nima še enega sina? Te njega vpraš. A skozi moram jaz vse delati? A razumete? Zdaj sem pa z veseljem vse naredil. V bistvu, ko sta oni dva iz službe prišla, sem jaz že celodnevno sobo posesal, vse smeti dol nesel, pa skuhal kosilo. A si predstavljal, to jih je vrgel narad. Niste vedela, kam sta prišla. In poleg tega sem bil pa skozi nasmejan in dobre volje. A razumeš, da je razlika, če moja mama reče, Klemen, ne smeti dol, pa jih jaz nesem, ampak jamram zraven. Drug nivo je, če mama reče, ne smeti dol, pa jaz rečem, ja, tako, in primam, nesem dol in sem vesel in jih pa nesem nazaj. Tretji nivo je pa, da jih nesem še prej ne rekla. Amen? In zraven sem vesel. In pol čez 1 leto sem še vedno vesel. To pomeni, da res služim Bogu v pravičnosti, miru in veselju. Okay. In v svetem duhu z Božjo močjo. Zato moraš biti potopljen v svetega duha. Dobro je, če še ne govoriš o novih jezikih, prosi svetega duha, da te izpolni. To ti bo dal dodatno moč, da lahko operiraš v duhovnih darovih, da si izpolnjen svetim duhom. Recimo, dostikrat se jaz dvignem tako, da v jezikih molim, ker potem prebijam vse te bariere med mano, ki so se nakupičile razne težine na mene
In recimo Svit Wigglesworth je rekel, jaz sem 1000-krat večji noter, kakor na ven, se pravi v svojem duhu. In v Judu 20 pravi, bratje, izgrajujte se, tako da molite v svetem duhu. Se pravi, Božje kraljestvo v Rimljanih pravi, ni jed in pijača, ampak pravičnost, mir in radost v svetem duhu. Okay. In zdaj, tukaj imamo naslednji slajd. Tukaj je več krogov. In kako se prva svit? Aha, dosta v redu. Se pravi, v krščanskem centru imamo več krogov. To je slika množice ljudi. V zuniji so ljudje, ki pač so naša misija. Mi, čim gremo ven čez ta vrata, smo v misijskem polju. Tukaj smo družina med sabo, ampak čim gremo ven, smo vstopili na misijo. In izza teh vrat so ljudje, ki ne poznajo Jezusa, so druge cerkve, s katerimi smo povezani, lokalne skupnosti, celo univerzalno telo Kristusa, s katerim sodelujemo in spoštujemo. Ampak potem, ko ljudje recimo pridejo sem, prvi nivo so občasni obiskovalci. Se pravi, človek pride, všeč mu je, zanima ga, haleluja. Za mene vsak, kdor pride, je ful blagoslov. Sem izredno počaščen in mi je ful odgovornost, a bomo pomagali te osebi pridati naprej. A bo človek lahko zrastel iz obiskovalca v člana lokalne Božje družine, da bo postal Jezusov učenec. In naš cilj je, da ti pomagamo, da tukaj not razvijaš svoje darove in priješ do tega, da postaneš Božji služabnik. In danes malo govorimo o tem. Danes smo v tem tretji fazi, se pravi, prvi pa drugi korak smo govorili, kdo smo, kaj je krščanski center, in od tega, kako slediti Jezusu. Danes govorimo pa že o tej tretji nivo ljudi, kako služiti. In potem iz tega naprej postanejo voditelji in poslanci, misionarji. Misionar pomeni kdo, ki nese evangelij v drugo sfero, ali družbe, ali države, ali ne vem, kamorkoli ga je Bog poklical in ga mi podpiramo v tem delu. Haleluja. Dobro. A imamo 2-3 minute pauze, pa pol gremo naprej. Bomo nadaljevali. V bistvu še malo bi dodal za tole sliko, ki smo jo videli. Naša želja je, da vsak vernik, ki pride k Jezusu, da raste v zrelost v Jezusu Kristusu in pač ta rast je kar proces in se ne zgodi avtomatsko, ampak zahteva neki aktivnosti. Se pravi, rabaš slišati Božjo besedo, rabaš moliti, rabaš se družiti z brati in sestrami, biti vključen v cerkev. Vse te stvari pripomorejo za to, da rastemo. In v bistvu, ker je ta rast dolgotrajna, rabimo tudi hrabriti drug drugega glede tega in predvsem nam pomaga to, da imamo pred svojimi očmi to, kar je Božja vizija za naše življenje. Da res pridemo do zrelosti, k ljudem, s katerimi se srečujemo, bolj in bolj predstavljamo Jezusa Kristusa kot njegovi služabniki. Zdaj, ko cerkev, se pravi, ko člani cerkve dozorijo do te mere, potem je cela cerkev močna luč v tem svetu, ki lahko vpliva ne samo na posameznike, se pravi, pač na te ljudi, s katerimi smo v stiku, ampak lokalno tam, kjer se cerkev nahaja, kjer se zbira in globalno. Recimo, če ste slišali za kakšne zgodbe prebujenja po svetu, kakšen močen vpliv ima Božja luč čez cerkev, ki dozori
glede tega v tem smislu, ko Bog sestavi vse skupaj, to se čudovite stvari dogajajo, ne samo v tem, da so življenja ljudi spremenjena, ampak da so mesta spremenjena, dobesedno, da so regije spremenjene zaradi vpliva Svetega Duha. In to želimo, ne? En večji, višji cilj, ki ga ima Bog. Ne? Seveda, naša rast je pomembna, ampak tudi rast in zrelost cerkve kot celote je pomembna za to. Tako da pač strategijo lahko predstavljamo na tak način, da prvo je seveda, da prideš v Božjo družino. Ne? Sprejmeš Jezusa, predaš življenje Jezusu in najdeš svojo družino, svojo cerkev lokalno in da se tam počutiš doma, da najdeš zglede tam, ki ti predstavljajo Jezusa, ki jih želiš posnemati, ki se učiš od njih in da najdeš tam tudi najboljše prijatelje, vsaj nekatere, ne, zato da, ker prijateljske vezi so zelo močne in nas držijo tam, kjer moramo biti v Božjem načrtu, zato da rastemo, ne, tudi kljub mogoče, da gremo čez težke okoliščine, čez težke čase, nam te prijatelji pomagajo, nas podpirajo, smo povezani z njimi in je veliko lažje, kot če bi bili sami. In zdaj, kaj pomeni zrel kristjan? Z nekaj besedami bi lahko opisali na ta način, da smo toliko izpolnjeni z Bogom, s Svetim Duhom, da mi to, kar je v svetu, sploh ni več privlačno. Greh mi ni privlačen, ponudbe tega sveta mi niso privlačne, enostavno sem popolnoma zadovoljen kot človek v tem, da ljubim Očeta, Sina in Svetega Duha. Napisal sem besedo, ne, ker Jezus je živa beseda in ljubezen do Božje besede je ključna, če hočemo res iskreno ljubiti Boga. Ne, lahko človek reče, ljubim Boga, pa ne maram Božje besede, Svetega pisma, nekaj manjka, nekaj je narobe. Ne. Tako da in kot rezultat tega, da sem izpolnjen z Bogom, ljubim tudi vse ljudi z Božjo ljubeznijo. Zdaj pa govorimo o tem, da postajamo Božji služabniki. V bistvu ni treba, da mine 1 leto, 2, 3 ali pa še več, odkar si prišel v cerkev, da postaneš Božji služabnik. Tisti trenutek, ko si na novo rojen, si Božji otrok in si hkrati tudi Božji služabnik. Karkoli delaš, kot da je za Boga, delaš kot Božji služabnik. Ne? Ni tvoje izpolnjenje v tem, da delaš, niti tvoja pravičnost ni v tem, da delaš za Boga, da delaš dobre stvari za druge ljudi, ampak ti je veselje to delati, ker si dobil novo srce, Jezus ti je dal novo srce in tako, kakor je on služil, tako zdaj ti želiš služiti. Ne? En zgled nam je Jezus dal na zadnji večerji s svojimi učenci, ki jim je kot Gospod in učitelj, ki so ga globoko spoštovali, verjeli so, da je Mesija, ampak se je ponižal in jim dal zgled služenja, tako da jim je umil noge, se pravi, deluje to, kar je bilo potrebno, ne, se pravi, oni so si morali noge umiti, ker so hodili skoraj bosi naokoli in vroče je bilo in tako naprej. In on jim je služil na ta način v konkretni potrebi, ampak to je delal nekaj, kar so takrat delali najnižji služabniki. Ne, to pomeni, da ni se imel za nekaj vzvišenega, ampak nam je na ta način dal zgled, da tako, kakor je on naredil, tako tudi za nas ni nobeno delo pod častjo. Kar je potrebno, tam strežemo, tam smo služabniki. In drug citat iz Marka 10:45 pravi, saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli ali služili, ampak da bi on bil služabnik in on je dal življenje odkupnino za mnoge. Tako da to je bila njegova naravnanost. Ne zato, da išče služenje drugih ali pa hvalo in priznanje drugih, ampak
da on žrtvuje in naredi nekaj, kar je bilo njegovemu nebeškemu očetu zelo pomembno. In zdaj še eno navodilo od apostola enemu pastorju: ti sam bodi vsem zgled za dobra dela, pri poučevanju pokaži nepopačenost, dostojanstvo, zdravo in neoporečno besedo. Ne, to je opis, kakšen je bil tudi Jezus v svojem služenju. On je bil zgled za dobra dela, hodil je naokolo, oznanjal Božjo besedo, to, kar je nebeški oče hotel, da oznanja, ozdravljal je bolne, osvobajal je zvezane, obujal je mrtve, pač karkoli mu je nebeški oče pokazal, to je on delal in nam razodel na ta način, koliko dober je Bog. In Jezus je naš zgled kot služabnik in kot voditelj. V končni fazi, ko rastemo kot služabniki, bomo rastali tudi v odgovornosti, v notranji zrelosti in prej ali slej bomo lahko prevzemali več in več odgovornosti kot voditelji. Voditelji so tisti, ki znajo dobro poskrbeti za svoje življenje, za bližnje in jim še vedno ostane energije za to, da skrbijo tudi za druge, da služijo tudi drugim in so zgled, tako kot je bil Jezus zgled. Tako da v končni fazi vsi služabniki rastemo na en višji nivo odgovornosti, ki nam lahko Bog zaupa. V majhnem si bil zvest, dobri in zvesti služabnik, na večje te postavim. Seveda največja promocija se zgodi, ko se naše življenje konča, ko pridemo pred Boga in prejmemo njegovo plačilo, ampak pridejo promocije tudi že v tem življenju, ko smo zvesti v malih stvareh, to, kar pač znamo najboljš narediti za Boga in smo zvesti v tem in promocija pride. Tako da vreden je biti zvest in haleluja, slava Bogu. Ok, jaz nisem bil toliko dolg, tako da mislim, da pavze tukaj ne rabimo. Tako da bi kar Tanjo povabil, da nadaljuje. Kako odkriti svoje področje služenja Bogu? To je zelo dobra tema in to vse nas zanima, kaj so tiste stvari, ki jih je Bog dal v naše življenje. Poklical nas je z nebeškim klicom, ki ga hočemo zasledovati, ki se mu odzivamo. In zdaj, kako odkrivamo stvari, ki jih je Bog dal v naše življenje. In pogledali si bomo v pismu Rimljanom v 12. poglavju, kaj piše o tem. In v prvi vrstici najdemo že prvi korak tega odkrivanja. In sicer prvi korak je: daruj Bogu svoje telo. V Rimljanom 12.1 piše: ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje, darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev. To je vaše pametno bogoslužje. Jezus je naš zgled v vseh stvareh, tudi pri služenju, in on ni prišel, da bi njemu služili, on je prišel služiti in je dal svoje telo v odkupitev za mnoge. In mi dajemo svoje telesa v živo žrtev. To pomeni, predajamo se v življenje, živimo za Boga. In ta žrtev je sveta, to pomeni odvojena, da živimo življenje, ki je zdaj odvojeno za Boga. In to je Bogu všeč.
Bog potrebuje naše noge, potrebuje naše roke, potrebuje tvoja usta in predati mu svoje telo pomeni, da mu daš na razpolago svoje noge, da te odnesejo kamor do človeka, kateremu je treba služiti, da mu daš na razpolago svoje usta, da Božjo besedo govoriš in izgradiš nekoga, da mu daš na razpolago svoje roke, da jih položiš na bolnega in je ozdravljen v imenu Jezusa. Tako da prvi korak je daruj Bogu svoje telo. Drugi korak je odstrani motnje. Kaj nas ovira v služenju? Kaj nas ovira, da bi bili bolj, da bi nas Bog lahko bolj uporabil? In v Rimljanom 12.2 beremo: in nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno. Če slučajno v tem trenutku nisi zadovoljen s svojim življenjem, če hočeš spremembo življenja na boljše, če hočeš svoje služenje, da hočeš bolj služiti Bogu, kaj bo povzročilo to preobrazbo, to metamorfozo v tvojem življenju, je točno to, kar nam piše, da se preobražamo z obnovo svojega uma. To, kar mi razmišljamo, naše misli, vplivajo na to, kako se počutimo, vplivajo na naša čustva, vplivajo na naša dejanja, vplivajo v končni fazi, kaj mi postajamo. Tako da je to zelo, zelo pomembno. In zelo dobra novica tukaj je, da zdaj kako to narediti, ne? Kako odstraniti te motnje? Bog nam je dal orožje in nam je dal orožje, ki je močno v Bogu. To pomeni, ima božansko moč. Najdemo ga v drugem pismu Korinčanom 10.4, ki pravi, orožje našega bojevanja ni meseno, ampak ima v Bogu moč, da podira trdnjave. Podiramo razmisleke in vsakršno visokost, ki se dviga proti spoznanju Boga, in vsako misel podvržemo poslušnosti Kristusu. Včasih se pojavljajo določeni vzorci razmišljanja o našem življenju, ki hočejo zaustavljati naš napredek, ker se enostavno človek ne more premakniti na nov nivo, se ne more premakniti naprej, dokler ne zruši to trdnjavo v svojem življenju. In hvala Bogu, da nam je dal svoje v Bogu močno orožje prav za ta namen. Zdaj, če si predstavljamo orožje v svetu, ne vem, po moje večina od nas, zdajle, če bi meni dali eno, ne vem, bazuko ali pa mitraljez, mislim, mogoče bi ga znala prav obrniti, ampak uporabljati pa ne glih, ne. Tako da mi se treniramo, mi se učimo uporabljati to orožje in se učimo rušiti trdnjave, se učimo vse, kar se dviga zoper spoznanje Boga, pripeljati dol v naših življenjih in vsako misel pripeljati v poslušnost Kristusu. In kaj pomeni, da vsaka naša misel je v poslušnosti Kristusu? To pomeni, da je v skladu z Božjo besedo, ker Kristus je Božja beseda. On je resnica. To pomeni vsaka laž, vsaka prevara, vse, kar se razlikuje od razodetja, ki ga Bog daje v svojem v Svetem pismu, je naša naloga, da uporabimo orožje, da pripeljemo te stvari dol v našem življenju in to tudi odstrani motnje za našo rast in naš napredek v služenju. Tretji korak je ovrednoti, kje si močan.
če pogledamo tretjo vrstico, Rimljanom 12:3, piše: sicer pa naročam po milosti, ki mi je dana vsakomur izmed vas. Ne imejte visokih misli, saj je to v nasprotju s tem, kar je treba misliti, ampak mislite na to, da boste premišljeni, vsak pač po meri vere, ki mu je Bog dal. In tokle premišljanje, eni prevodi pravijo, da imaš zdravo razsojanje glede tega, kaj si dobil od Boga. Da znaš zdravo razsojati glede teh stvari. In dostikrat med nami ni problem, kaj pomeni to visoke misli, da si ponosen. Ampak lahko je ponos tudi v obratni smeri. Lahko ti sebe podcenjuješ, pa je to tudi ponos. Vse, kar ne gledaš sebe tako, kot te Bog vidi, je to ena misel, ki se povzdiguje zoper tega, to, kakor Bog tebe gleda in kakor se moraš gledati. Recimo, če ti rečeš zase, saj jaz, kaj če mi jaz služiti, saj nisem tako, kot moj brat, ne znam to govoriti, ne znam tako dobro komunicirati z ljudmi, sem že probal stvari, pa mi ni ratalo, saj sem izguba. To pomeni, da ti nisi odvrednotil sebe tako, kot tebe Bog vrednoti. To pomeni, da ti sebe ne gledaš tako, kot te tvoj nebeški očka vidi in moraš iti nazaj na drugo točko, odstrani motnje. To pomeni, te negativne misli pripeljati v poslušnost Kristusu. Ker Bog gleda nas vsakega dragocenega, vsakega izmed nas je dal čudovite stvari, talente, nekatere še nismo odkrili, nekateri se že vidijo in ta hoja in to odkrivanje stvari, ki nam jih je Bog dal in v katere nas Bog kliče, to je eno čudovito življenje, ki ga hočemo živeti in hočemo napredovati v tem. Četrta točka, četrti korak. Sodeluj z drugimi verniki. To je že malo Klemen govoril, ne moreš biti en solo letalec v Božjem kraljestvu. V Rimljanom 12:4 beremo: kakor imamo v enem telesu mnogo delov, ti deli pa nimajo vsi istega delovanja, tako smo tudi mi, čeprav nas je več, eno telo v Kristusu. Posamezni pa smo si deli med seboj. To pomeni, Jezus je glava, mi smo njegovo telo, on je namenil karkoli dela tukaj na zemlji, dela čez svoje telo in mi smo en del v njegovem telesu in vsak del v njegovem telesu ima svoj namen, svojo funkcijo, svojo vlogo, svoje služenje, vsak je pomemben in vsak pripada telesu. Ne more biti, en prst, če ni več na mojem telesu, ni več del mojega telesa. In tako tudi, ko vidiš, da smo si vsi različni med seboj, si tudi ne boš primerjal z drugim bratom, sestro. Ne boš rekel, ta sestra pa tako fajn prorekuje, kaj bom jaz. Božja beseda pravi, niso vsi oko, niso vsi uho. Vsak ima svojo funkcijo in pol tudi ni primerjanja med nami. Ti gledaš, da izgrajuješ, da ti napreduješ, da ti rasteš v tisto služenje, ki te je Bog namenil in da ti svojo funkcijo v telesu delaš maksimalno dobro, kakor je lahko in pol celo telo funkcionira tako, kot more. In tudi piše, da v telesu tisti deli telesa, ki se zdijo šibkejši, so deležni večje časti.
Tudi če je na telesu en del, en organ skrit, je še vedno pomemben, še vedno je zelo pomemben za delovanje celega telesa. Peti korak, aktiviraj svoje darove. Rimljanom 12.6 pravi, imamo različne milostne darove, pač po milosti, ki nam je bila dana. Če ima kdo dar preroštva, naj ga uporablja v skladu z vero. Kdor ima dar služenja, naj ga uporablja za služenje. Kdor ima dar učenja, naj uči. Kdor ima dar spodbujanja, naj spodbuja. Kdor daje, naj daje širokosrčno. Kdor je predstojnik, naj ga odlikuje vestnost. Kdor izkazuje usmiljenje, naj to dela z veseljem. To pomeni, naj se aktivirajo te darove, ki jih je dal Bog v nas. Vsaj enega sigurno imaš, so še drugi darovi, ki jih nisem prebrala, ki jih najdemo še na drugih mestih v besedi. Ampak tle vidiš, da karkoli delaš, deli na polno za Boga, deli z vso močjo, z vsem navdušenjem, delaj to z veseljem. Recimo v prvem pismu Korinčanom, 12. poglavje, imamo tudi navedene darove Svetega Duha in tam pol naprej nam tudi piše, da moramo hrepeneti po večjih milostnih darovih. To pomeni, ni dosti, da ti sam veš, kaj vse obstaja, ali pa vidiš pri enem bratu, sestri, v čem on služi telesu, ampak mi moramo hrepeneti po tem. Piše, bodite vneti za duhovne darove. To pomeni goreči. Naj bo to tvoja strast. Če vidiš, dar preroštva že deluje v mojem življenju. Beseda prav, vsi naj si želijo dar preroštva. In če vidiš, to že deluje, Bog, kako bi pa uporabil dar vednosti, recimo, da služim s tem darom nekomu. Tako da je gorečnost, ki nas priganja, da se stegujemo po več služenja Bogu, je nadnaravna hoja z Bogom. Jezus je rekel, jaz sem trta, vi ste mladike, prebivajte, ostajajte v meni in jaz ostajam v vas in boste rodili veliko sadu, ker brez mene ne morete nič narediti. Tako da to je nam vodilo, kako napredujemo v služenju. In še ena važna stvar je to, kar recimo danes delamo v Efežanom 4. poglavje, nam pravi, da je Jezus dal službe cerkvi, da se sveti usposabljajo, da se usposobijo za služenje. To pomeni, na nas je, da se damo usposobiti in da rastemo v služenju. In kakor smo rekli prej v 1. Korinčanom, da hrepenimo po večjih milostnih darovih, po še več služenja, še več nadnaravnega pretoka čez naše življenje, potem piše Pavel prav, naj vam pokažem še odličnejšo pot. In to je 6. točka, vse v Božji ljubezni. Prizadevajte si za ljubezen. 1. Korinčanom 14. poglavje si lahko preberemo karakter ljubezni in Bog je ljubezen. In zelo dobro mi je bilo, enkrat sem slišala enega služabnika praviti, reči, da on, ko začuti, kako teče Božja ljubezen čez njega, Božje usmiljenje do osebe,
točno ve, da Bog hoče nadnaravno delovati v tem trenutku, nekaj nadnaravnega narediti v tej osebi, že samo potem, ko zaznava ta pretok ljubezni. In pretok Božje ljubezni čez tebe bo aktiviral te duhovne darove za služenje v tvojem življenju, ker Bog je ljubezen in ko teče Božja ljubezen, teče Bog čez tebe, a ne? In aktivira to. In še zadnji citat bom prebrala. Efežanom 4:15. Pač pa živimo iz resnice v ljubezni, da bomo vsem rastli vanj, ki je glava Kristus. Iz njega dobiva rast celotno telo, združeno in spojeno z njim ob sodelovanju celotnega veziva, po delovanju v skladu z mero slehernega dela, tako da omogoča rast telesa in gradi samo sebe v ljubezni. Če si pogledamo, to pomeni, Bog nas kliče, da odkrijemo, na katerih področjih, na kakšne vse načine lahko mi služimo. In čez te korake, ki smo danes šli, se damo v pozicijo, da lahko v tem napredujemo in spoznavamo bolj in bolj in narastamo v njem, kar je čudovito. Amen. And that kind of faith propelled him from being this fearful man who was hiding In taka vera je naredila, da je človek, ki se je skrival, to a man who commanded the army, the hidden army of Israel. postal človek, ki je vodil skrito vojsko Izraela. And out of hiding, it ended up that God said, you have too many people to go fight the enemy. In v skrivališču jim je Bog rekel, preveč vas je, da bi premagali sovražnike. Because God wanted the glory. Ker Gospod je hotel slavo. So in the end of our ministry, it's not about us. In na koncu naše službe, našega služenja se ne gre o nas, It's about God getting the glory ampak da Gospod dobi slavo. and God using all of us. In Gospod, da uporabi vse nas. I had to think about Joseph. In razmišljala sem o Jožefu. And he was a spoiled child. On je bil razvajen otrok. He was the favorite child of his father. Najljubši otrok svojega očeta. He was the child that the mother had longed for years and years and years. Otrok, za katerega je si mama želela leta in leta in leta. And when he finally arrived, his mom and dad couldn't give him enough gifts. In ko je končno prišel, sta mu mama in oče dala polno daril. They had to say, this is the best son. In rekla sta, to je najboljši sin. And even though the other wife had a lot of sons, Čeprav je druga žena imela polno sinov. he had special gifts, On je imel posebne special darove, coat, special poseben favor. plašč, posebno naklonjenost. See, God doesn't just choose the down and out. He doesn't just choose the lowly, the down and out Se pravi, person. Gospod ne izbira samo tiste najnižje, He also chooses the favored person, tudi najljubše osebe izbira, but he shapes them. ampak jih oblikuje. And sometimes they have to go through a process Včasih morajo iti skozi proces, before God's ultimate will and his plan can come forth. preden se zgodi Božja volja. Esther, Ester, I think of Emma when I think about Esther. pomislim na Emo, ko razmišljam o Esteri. She was a little beauty queen. Bila je lepotička. She was the most
beautiful young girl in the land, a pure heart, but a beautiful girl. Najlepše dekle v deželi, čisto srce, najlepše dekle. And the king wanted her for his wife. In kralj si jo je želel za svojo ženo. She had some natural gifts, she had some beauty. Imela je naravne darove, imela je lepoto. God had a plan for that beauty. Gospod je imel načrt za to lepoto. God wanted to save a nation through that. Gospod je hotel rešiti narod skozi to. So it doesn't matter where you're at in life. Ni pomembno, kje si v svojem življenju. If you feel like you grew up with nothing, Če se počutiš, kot da si odrastel brez vsega, or if you've had a lot, ali pa če si imel veliko. God has a unique call for your life, Gospod ima unikaten klic za tvoje življenje. and no one else can fulfill that call. In nihče drug ne more izpolniti tega klica. David was an ordinary shepherd boy. David je bil čisto navaden pastir. I think this would have been just a very ordinary occupation. Mislim, da to je bil čisto navaden poklic. He had a huge family, Imel je veliko družino. and he was the youngest. Bil je najmlajši. He was so unimportant Bil je tako nepomemben, that when the prophet came to his father and said, "One of your sons will be king," da ko je prerok prišel k družini in je rekel, eden od tvojih sinov bo kralj. the father didn't even go call David. Oče Davida sploh ni poklical. He said, "Look at my oldest son. Poglej moje najstarejše He's sinove. handsome, je he's rekel. tall, he's strong." Najstarejši je čeden, je visok, je močan, Well, that wasn't the one God called. ampak njega Gospod ni poklical. I want to encourage you that you are shaped in the way God wants you to be. Rada bi vas spodbudila. Ti si oblikovan tako, kot Bog hoče, da si. You don't need to be like anyone else. Ne rabiš biti kot nekdo drug. God wanted you. Bog hoče tebe. I have a friend who was he was a scientist, Imam prijatelja, bil je znanstvenik. and he was into I don't know, it's stuff I'm not even, I can't even tell you the name of the area of science. Ukvarjal se je z neki mikro, ne znam niti povedati, kaj točno. Something to do with space. Nekaj v vesolju. And God called him, Bog ga je poklical and he said, "I hated to speak in front of anyone. in rekel je, res sovražim govoriti pred drugimi ljudmi. I was so quiet, I wanted to hide." Bil sem tako tih in hotel sem se skriti. But God called him, and his name's Winky Pratt, and he's an awesome communicator today. In Bog ga je poklical in danes je super govornik, Because God called him. ker ga je Bog poklical. But we're not all called to the same type of things. Ampak nismo vsi poklicani za iste stvari. Joseph was called in carpentry, Jošef je bil poklican, da je tesar. and God entrusted him to raise Jesus. Bog ga je poklical, da vzgaja Jezusa. And we don't know a lot about Joseph, Ne vemo veliko o Jožefu, but God was pleased with him, ampak Bog je bil zadovoljen z njim. and God was satisfied that he would raise Jesus. In Bog je bil zadovoljen s tem, da vzgaja Jezusa. Some people in the Bible, you only hear their name once or in one verse. So osebe v Bibliji, ki slišiš samo enkrat njihovo ime, v But- enem citatu. God cared about them very much. Ampak Bog je močno skrbel za njih. Hallelujah. I'm getting ahead of myself. We're each made wonderfully complex Vsak od nas je ustvarjen čudovito in kompleksno and very unique. in zelo unikatno. From your physical being, Od fizične postave. no one has a fingerprint like you. Nihče nima od prstnega odtisa tako kot ti. There are so many things about you that are unique. Toliko je stvari na tebi, ki so unikatne. And I'm going to try to go to the next slide here. Okay. There's even the heartbeat, there is no person who has a heartbeat exactly like yours. Tudi srčni utrip. Nihče nima točno takega srčnega utripa, kot je tvoj. Isn't that amazing? A ni to osupljivo? The Bible says that God formed us in the womb. V Svetem pismu piše, da nas je Bog oblikoval v maternici. I am fearfully and wonderfully made. Sem čudovito ustvarjen.
Hallelujah. And God put desires in you. Bog ti je dal želje He put gifts in you. in darove, He put talents in you. talente je dal vate. And all of those things He wants to expose Jesus through them. In skozi vse te stvari se hoče izraziti Jezus. Hallelujah. There's not another person who will have the same gifting as you. Ni nobene druge osebe, ki ima enake darove kot ti. So God wants to motivate us to use those gifts for ministry. Bog nas hoče motivirati, da uporabimo te darove v služenju. And the first place is to say, "Here I am, Lord. In za začetek reci, tukaj sem Gospod. Use me, Uporabi me, send me, pošli me, make me like Jesus." naredi me kot Jezusa. That's the highest call. To je najvišji klic. That Christ is formed inside of me. Kristus je oblikovan v meni And then He gives me a vision. in potem mi da vizijo And He sets me on fire. in mi da ogenj And He leads me out. in me vodi ven And He gives me a plan. in mi da načrt. Hallelujah. Thank you, Lord. Hvala ti, Gospod. Hallelujah. We don't have to compete with anyone else. Ne rabimo tekmovati s drugim. You don't have to be like Clemen. Ne rabiš biti kot Klemen. You don't have to be like Ne Daria. rabiš biti kot You Darja. don't have to be like Ne Rodrigo. rabiš biti kot Rodrigo. You have to be like you. Moraš biti kot You're a unique ti. person. Si unikatna oseba. Hallelujah. Because that's the best person you can Ker be. to je najboljša oseba, kar si lahko. We're going to look at personality in a minute, but first we're going to look at how God shapes our heart. He puts things in our heart. Poglejmo, kako Bog oblikuje srce. On nam da stvari v srce. In Proverbs 4:23 it says, V prigovorih 4:23 "Keep and guard your heart with all diligence, varuj svoje srce z vso močjo, for out of your heart flow the issues of life, kajti iz srca prihajajo stvari življenja. and out of the abundance of the heart the mouth speaks." In iz obilja srca usta govori. Hallelujah. So my heart determines why I say the things that I do, Moje srce določa, zakaj govorim stvari, ki jih govorim, why I feel the way I do, zakaj čutim tako, kot čutim, why I act the way I do. zakaj delujem tako, kot delujem. The heart is the real me. Srce je pravi jaz. Some people say, I'm this kind of a person, but then when something goes wrong in my life, something that's not me just comes out and I end up exploding. Ljudje pravijo, jaz sem tak, ampak ko se pa nekaj zgodi, pa nekaj eksplodira v meni in nekaj pride ven iz mene. A friend of mine had this illustration in Bible college. Prijatelj iz biblične šole je pravil, He took a Coke can and he poured about half of the Coca-Cola out. vzel je piksno Coca-Cola in je pol ven zlil. And then he started to shake the can. Potem jo je začel tresti He says, "What happens when I shake this can? in je rekel, kaj se zgodi, ko začnem tresti to piksno. Something's going to come out." Nekaj bo prišlo ven, But the only thing that can come out is what was already in it. ampak edino, kar lahko ven pride, je to, kar je že bilo noter. Hallelujah. A lot of times we want to say, by my actions, I am this person. Včasih rečemo, po svojih delih sem takšna oseba, But our reactions ampak naše reakcije reveal what's really in the heart. razodevajo, kaj je res v našem srcu. And so when we see a reaction that we don't like, Ko vidimo reakcijo, ki nam ni všeč, we come back to the cross. pridemo k križu We come back and say, Holy Spirit, in rečemo, Sveti Duh, change my heart. spremeni moje Wash srce, this attitude away, zbriši to iz mene, that I have the attitude of Jesus in da me. bom imel Jezusa, več Jezusa v I sebi. think I'm very Christ-like. Mislim, da sem precej kot Jezus. But when someone buzzes around me on the highway, Ampak ko me nekdo prehiti ali pa mi nagaja na avtocesti, now that's not my specific problem, but for some people it is their no, problem. to ni moj specifičen problem, ampak za nekatere je. I have other problems, issues. druge Okay, probleme. but God is interested in what motivates our heart.
heart. Kaj motivira naše srce? And I'm not talking about just the bad things, Ne govorim samo o slabih stvareh, but the good things. ampak dobre stvari tudi. What is in my heart? Kaj je v mojem srcu? What are the longings of my heart? Po čem hrepeni moje srce? The deepest desires. Najglobje želje. God put them inside of me, Bog jih je dal znotraj mene and He wants to fulfill them in His way. in hoče jih izpolniti na svoj način. Hallelujah. And God will take those desires In Bog bo vzel te želje and He'll fulfill them in jih bo izpolnil, when we give them to Him. ko mu jih predamo. Sometimes it's like Joseph, it seems like the process takes a long time. Včasih je kot Jožef, proces traja dolgo časa, But in the fullness of time, ampak ob pravem času Joseph went from slavery je šel Jožef od suženstva to being a worker, do delavca, to being a prisoner, do zapornika, to ruling, being the second in the land of Egypt. do drugega v Egiptu. So sometimes it takes a time. Včasih traja nekaj časa, But when God gives you a vision ampak ko ti Bog da vizijo and you give that back to Him, you say, Lord, you put this in my heart. in mu to daš in rečeš, Bog, ti si to dal v moje You srce. put in my heart that there be a mighty harvest of souls in Slovenia. Ti si to dal vame, da bo mogočna žetev duš v Sloveniji. And I will pray it. In jaz bom molila And I will speak your word. in bom govorila tvojo And I will besedo believe it. in bom verjela. I will proclaim it. And I will stir that up in other people because you put it in my heart. In bom dala to še v druge, zato ker si ti to vame dal. Maybe God put in your heart compassion Mogoče je towards Bog the dal hurting, vate sočutje do tistih, ki the trpijo, needy, tistih, ki so v potrebi, the lost, the tistih, street ki so people. izgubljeni, tistih, ki so na ulici. We take those desires and we say, Lord, I have a desire to reach them. Vzamemo te želje in rečeš, Gospod, jaz imam želje, da dosežem te ljudi And we pray it through, in molimo. and then we go to action. Potem gremo v akcijo. Holy Spirit, Sveti Duh, what do you want me to do to reach them? kaj hočeš, da naredim, da jih dosežem? Maybe God put in your heart a fire of revival for the next generation. Mogoče Bog je dal vate, da dvigneš ogenj za prebujenje, za naslednjo generacijo. What do you do with that desire in the heart? Kaj narediš s to željo v tvojem srcu? You pray it, Moliš, you speak it, govoriš, you encourage the young people, vzpodbujaš mlade ljudi. you pray for Rodrigo and Diane, Moliš za Rodriga in Dajani you encourage them, in jih vzpodbujaš. and you say, Rodrigo, what can we do to help you? In rečeš, Rodrigo, kaj lahko naredim, da ti pomagam? Hallelujah. And then you ask God for creative In ideas. potem prosiš Boga, da ti da kreativne ideje, How can you reach this generation? kako lahko dosežemo to generacijo. Hallelujah. Maybe the Lord put in your heart to serve. Mogoče ti je Bog dal v srce, da služiš. That you know that you're not called to preach. Veš, da nisi poklican, da pridigaš. Maybe you don't feel like you're a teacher, Mogoče nisi učitelj, but you want to help the church be ampak stronger. hočeš pa, da je cerkev močnejša. You want to help people to feel at home when they come in this place. Hočeš, da ljudje, ko pridejo v ta prostor, da se počutijo kot doma. You want to let love flow from your life. Hočeš, da ljubezen teče iz tvojega življenja. This is such an important part of the heart of God. To je zelo pomemben del Božjega srca. There were 12 apostles that went out and shook the world, 12 je bilo apostolov, ki so šli ven in so pretresali svet. but there were thousands and 10,000s of believers that did the work of the ministry. Bilo pa je tisoče in 10.000 ljudi, ki so delali v službi. One woman, Lydia, opened the door for Europe to have the gospel. Ena ženska, Lidija, je odprla Evropo za evangelij. She was a richer woman, Bila je bogatejša ženska. and she said, use my house for a center of the gospel, Rekla je, uporabi mojo hišo za center evangelija. and use my money to send the gospel further on. Uporabi moj denar, da se evangelij razširi. And God used Lydia to start in Europe
the gospel at home. In Bog je uporabil Lidijo, da se je začel širiti evangelij Hallelujah. po Evropi. Hospitality Gostoljubnost is a beautiful gift. je čudovit dar. Hallelujah. Someone may say, I don't have a lot of money, Nekateri rečejo, nimam veliko denarja, but I want people to come in my home. ampak hočem, da ljudje pridejo v moj dom. I want them to feel welcome and cared for. Hočem, da se počutijo dobrodošle in poskrbljene. This is a very powerful gift. To je zelo močan dar. Another woman in the early church sewed clothes for the believers. Druga ženska v Bibliji je prodajala oblačila vernikom. Tabitha. And she would also take care of the orphans and widows and help the church in every way they needed practical help. Skrbela je za sirote, za vdove in praktično pomagala ljudem tam, kjer je bila pomoč potrebna. And one day she died, Nekega dne je umrla and the church just couldn't live without her. in cerkev ni mogla živeti brez nje. So they raised her from the In dead. so jo budili od mrtvih. Now, isn't that a high goal? A ni to visok cilj? Wouldn't you like to be so valued by the church, Da si tako cenjen od cerkve, taking care of the poor? da skrbiš za revne. Maybe you're like sewing clothes for the church, Mogoče šivaš tule za cerkev, whatever you're doing. karkoli delaš. Yeah, that with all your heart, church can't live without you. Z vsem srcem in cerkev ne more živeti brez tebe. See, the church is more than the people that come up front. Cerkev je več kot to, da ljudje pridejo naprej. The church is a living organism, Cerkev je živ organizem and it's life in the body. in je življenje v telesu. And each of us has a place, In vsak izmed nas ima prostor. and we each need to stand in our place In vsak od nas mora stati na svojem and mestu say, God, use me more and more and more. in reči, Bog, uporabi me bolj in bolj in bolj. I love the scripture that one man was praying, Lord, expand my territory, expand my influence. Všeč mi je tisti citat, ko en mož pravi, razširi moj teritorij, razširi moj vpliv. Yeah, stretch the tent out, make it a little larger, Lord. Razširi moj šator, Hallelujah. naredi ga And večjega. so maybe it will be at your job. Mogoče bo v tvoji službi. Maybe God will call you to Dom Starejši. Mogoče te bo Bog postavil v dom starejših. Maybe God will call you to prisons Mogoče te bo Bog poklical v to zapor, bring revival. da prineseš prebujenje. Maybe God will call you to orphans. Mogoče te bo Bog poklical k sirotam. Every place is important to the Lord. Vsak prostor je pomemben za Gospoda. And then we gather together In potem se zberemo skupaj and we strengthen one another in the Lord, in ojačamo drug drugega v build each Gospodu. other up in faith, Izgrajujemo drug drugega v veri. and we go out and do the ministry. In gremo ven in delamo službo. Hallelujah. What about your abilities? Kaj pa tvoje sposobnosti? What are you good at? V čem si dober? If you're good on computers, Če si dober z I'm sure we računalnikom, need you. sigurno da rabimo. If you have an eye for photography, Če imaš oko za fotografijo, talk to Rodrigo about the cameras, what you can do in the church. govori z Rodrigom, kaj lahko delaš. If you're a builder, Če si graditelj, for sure there's a few more projects that we have to make the church beautiful and glorious, right? sigurno imamo še nekaj projektov za narediti, da bo cerkev izgledala še bolj čudovita. I love some of the women in church. They're amazing at cooking and baking. Všeč mi je, nekatere žene v cerkvi so super v kuhanju in v peki. And when they bring food, it brings such a warm, happy atmosphere together. In ko prinesejo hrano, ustvarijo toplo in prijetno vzdušje. And as we talk to each other and have conversations, In ko se pogovarjamo drug z drugim, we become more of a family, postanemo more bolj kot intimate družina, with each bolj other. intimni drug z drugim. Yeah.
whatever your gifting is, Karkoli je tvoj dar. the Lord has a place for you. Gospod ima prostor zate. He has a place for you. Ima prostor zate. Maybe like Deanne, she was a nurse before. Mogoče kot Dejani, ona je bila včasih medicinska sestra. And then we can call her, Deanne, what do we do? In potem pa pokličemo, Dejani, kaj naredim? Yeah, whatever your gift is, Karkoli je tvoj talent. the Lord wants to use it in the church. Gospod ga hoče uporabiti v cerkvi. I was in a large church in Detroit, in Dearborn. Bila sem v ogromni cerkvi v Detroitu. We had about 3,000 people. Imeli smo okrog 3000 ljudi. And we had a lot of men who were good with cars. Imeli smo veliko moških, ki so bili dobri z avtomobili. And so twice a year, In zato dvakrat na leto all of the single women so vse samske ženske could bring their car prinesle svoj and they avto would change the oil, in so zamenjali olje, change the filters, zamenjali filtre, check the tires, pregledali gume and make sure that they were safe on the road. in poskrbeli, da so bile varne na cesti. Now, I love this. Res I mi je love this. všeč to. My idea is that if you're an attorney, Moja ideja je, če si odvetnik, that if a Christian needs an attorney, če we say, kristjan rabi "Hey, odvetnika, I'm here to help you." rečeš, tukaj sem, da ti pomagam. Maybe you're a hairdresser. Mogoče si frizer. My son's, David hasn't had a haircut since quarantine. David še ni imel frizerja, He desperately needs one before he leaves for college. odkar se je začela karantena in res obupno rabi frizerja, preden gre na college. But a hairdresser can say, "Hey, I'm here to serve with my Frizer- talent." Frizer lahko reče, tukaj sem, da služim s svojim talentom. Whatever your talent is, Karkoli je tvoj talent. say, "Lord, use me. Rečeš, Gospod, uporabi me. I give you my ability. Dajem ti svojo I give you sposobnost. my talents." Dajem ti svoj talent. Some people are introverts, Nekateri ljudje so introvertni. and if you're an introvert, Če si introvert, you need time alone to get energy and strength for life. rabiš, da si sam nekaj časa, da dobiš moč za življenje. And out of that, you could be someone on the platform ministering, In ven iz tega si lahko nekdo, ki je na odru in služi. but you need your time alone Ampak rabiš svoj čas, to če si feel sam, strong da se and počutiš to have something to močnega give out. in da imaš nekaj, kar lahko daš ven. If you're an extrovert, Če si ekstravert, you get energy from being around people. potem dobiš energijo s tem, ko si z ljudmi. You need people. Potrebuješ ljudi. My older sister Moja starejša sestra is not loud, ni glasna, but she is an extrovert. je pa ekstravert. She has 7 children. Ima 7 otrok. And if someone is not around to talk to her, Če ni nikogar, ki bi se she pogovarjal feels z njo, incomplete. se počuti nepopolno It just drains her. in jo izčrpava. There's a few of us that are in between and need both. Nekaj izmed nas je nekaj vmes in rabimo oboje. But God made you like you are. Ampak Bog te je ustvaril takega, kot si. Don't try to change yourself. Ne se probati spremeniti. So if you need to be with people, Če rabiš biti z ljudmi, call people up. jih pokliči, Don't sit alone. ne sedeti sam. I remember I was going to college, Spomnim se, ko sem hodila na college. and my Sunday school teacher said, if you are feeling lonely, Moja nedeljska učiteljica je rekla, če se počutiš samo, look for someone more lonely than you poišči nekoga, ki je še bolj osamljen kot ti and go make their day. in polepšaj dan. Minister to them. Služi jim. Whenever we give out, we receive back in. Karkoli dajemo ven, dobimo nazaj. So if you're a person who needs a lot of people around you, Če si človek, ki rabi veliko ljudi okrog sebe, maybe you're living a single life, mogoče živiš samsko življenje, God has called you to bring the body together. Bog te kliče, da pripelješ telo skupaj. So you are a key to bringing the body together for fun and activity and life. Ti si ključ, da pripelješ ljudi v cerkvi skupaj. Okay, some people are visionary Nekateri ljudje so vizionarji and they see the big vision, the long vision. in vidijo veliko, dolgo vizijo. And we need people like that. In rabimo Stir us ljudi, with vision. kot
so to, da nas spodbudijo z vizijo. And at the same time, we need a strategic planner Hkrati rabimo strategične who načrtovalce, says, how can we make it happen? ki rečejo, kako lahko to storimo. Okay, this is where we're going, Tukaj, tja gremo. but what are the steps? Kaj pa so koraki? What can we do in 6 months? Kaj lahko naredimo v 6 What can we mesecih? do in a year? Kaj lahko naredimo v letu? Okay, so everyone is needed in the body. Vsak izmed nas je potreben v telesu. Someone likes to lead, Nekdo rad vodi, and someone likes to follow. nekdo rad sledi. Someone has a lot of compassion and empathy for others, Nekdo ima veliko sočutja, and the other person is very black and white. This is how it is, and this is how it must be. druga oseba je zelo črno-bela. Tako je, tako mora biti. That all of these personalities are needed In vse te osebnosti so potrebne, because all of us together show the body of Christ, what Jesus really represents. ker vsi skupaj izražamo telo Kristusa. Hallelujah. Some people like routine, some people want variety. Nekateri imajo radi rutino, nekateri imajo radi raznolikost. David was a little older than Jacob, David je bil mečkan večji kot Jakob. and we went to Brighton for a conference. Šli smo v Brighton na konferenco And we stayed in the home of a woman who's a child specialist. in spali smo v hiši, ki je specialist za otroke. And she watched his personality, Opazovala je njegovo osebnost and she said, this child does not like change. in je rekla, ta otrok ne mara sprememb. He does not like change. And she said, you can't write out, we're going to do this now and this, but you can draw him pictures. Ne moreš mu napisati, zdaj bomo delali to, zdaj bomo delali to, lahko pa mu narišeš slikico. So, David, we're going to do this. David, zdaj bomo delali You're to. going to play with the children. Mommy and daddy are going to get you. Igral se boš z otroki, mami in oči te bodo prišli. Then we're going to come home and sleep here again Potem tonight. bomo šli domov in potem bomo skupaj spali. Okay, so it's in our nature. V naši naravi je. I like spontaneity and trying something new. Rada imam spontanost in preizkušanje nečesa novega. But if Clement wants to ask me out on a date, Ampak če me Klemen vpraša za zmenek, I don't want him to ask me 5 minutes before. nočem, da me vpraša 5 minut prej. I want time to plan, get ready, think about how wonderful it will be. Rada načrtujem, da se zrihtam in da razmišljam, kako čudovito bo. We're all a bit complicated, Smo right? malo zakomplicirani. ne? Okay. Some people are very controlled, Nekateri ljudje zelo kontrolirajo, and some people are very expressive. nekateri so zelo se radi izražajo, Some people love to cooperate, nekateri radi sodelujejo, and others are more competitive. nekateri radi tekmujejo. But God, He wired us this way. Bog nas je tako ožičil. He knows you. Poznate, Before Jesus did one miracle, prednji je Jezus naredil kjerkoli čudež, the Holy Spirit came on him at baptism. je Sveti Duh prišel nad njega ob krstu. And the Father said, this is my beloved Son, I am well pleased In with oče him. je rekel, to je moj ljubljeni sin, v njem imam veselje. So before you do anything in ministry, Preden karkoli narediš v služenju, we need the power of the Holy Spirit on us, rabimo Božjo moč, moč Svetega Duha v nas. and we need the voice of the Father, His approval. In rabimo glas očeta, njegovo potrditev. And to know, I am loved, I am approved by God. Jaz sem ljubljena od Boga. Hallelujah. So how else can God use, what else does He use in our life beside our personality, Kaj Bog še uporablja, poleg naše osebnosti, beside our temperament and our vision? poleg našega temperamenta in naše vizije, He uses our experiences. naše izkušnje. What have you been through in your life? Skozi kaj si šel v življenju? I love this little picture. It's that God wants to turn your test into a testimony. Všeč mi je ta slika. Bog hoče tvoj test spremeniti v pričevanje. Whatever you've gone through that is good Karkoli si šel skozi, da je dobro or bad, ali slabo,
God wants to bring His glory out of it. Bog hoče svojo slavo prinesti ven iz tega. And we know that because He promises all things work together for good to those who love the Lord and are called according to His purpose. Vemo, ker piše Rimljanians 8:28. v Rimljanih 8:28 piše, da vse stvari delajo za dobro za tiste, ki ga ljubijo. Hallelujah. So God, whatever you've been through, He wants to work it out for glory. Karkoli si že dal skozi, Bog hoče prinesti ven slavo. Hallelujah. And that means your spiritual experiences, Tvoje duhovne izkušnje, your salvation, tvoje odrešenje, healings. ozdravljenja. It's great to share with others. The Lord did this for me. Super je, da deliš z drugimi. Gospod je to naredil zame. And if the Lord did this for me, I know He'll do it for you. In če je Gospod to naredil zame, vem, da bo naredil tudi zate. Personal experiences with the Holy Spirit. Osebne izkušnje s Svetim Duhom. Hallelujah. Even visitations of God. Obiskovanja Boga. Prophetic words that God's given you. Preroške besede, ki ti jih Bog daje. Freedom and deliverance. Svoboda, osvoboditev. God wants to use all these spiritual experiences Bog hoče uporabiti vse te duhovne izkušnje as your life story. kot tvojo življenjsko zgodbo. And you can say, God is so good to me. Lahko rečeš, Bog je tako dober do Look mene. what He has done. Poglej, kaj je naredil. And no one can argue with your testimony. In noben ne more se prerekati s tvojim pričevanjem. Hallelujah. What about painful experiences? Kaj pa boleče izkušnje, Rejection, zavračanje, trauma, travme, a death. smrt, We're almost done. A death. smrt. Yes, all of these painful experiences God wants to use in your life Vse te boleče izkušnje Bog hoče uporabiti v tvojem življenju, to bring His glory. da prinese svojo slavo. There's a beautiful scripture in 2 Corinthians 1:4 Čudovit citat v 2. Korinčanih 4. that says that He who comforts us in our troubles, Tisti, ki nas tolaži v težavah, so that we can comfort others with the same comfort that we received from the da Lord. lahko tudi mi tolažimo druge z isto tolažbo. So, if you have suffered, Če si trpel, you have a testimony. imaš pričevanje. Paul said, I was beaten, I was drowned. Bil sem pretepen. All these things came against me, Vse te stvari so prišle proti meni, but the Lord brought me through. ampak Gospod me je pripeljal skozi. Hallelujah. You can tell how the joy of the Lord became your strength Lahko poveš, kako je Božja radost postala tvoja moč in the darkest night. v najtemnejši noči. You can tell how His arms came around you Lahko poveš, kako so njegove roke prišle okrog tebe in the middle of a death, sredi smrti and His love was more real than ever in your life. in njegova ljubezen je bila bolj realna kot kdajkoli prej. Hallelujah. I'm going to just skip through the last two quickly. God will use your education. Bog bo uporabil tvojo izobrazbo. Ask Him to use what He's prepared for in your Prosi life. ga, da ti pokaže, kaj And je pripravil v God will tvojem use življenju. your ministry experiences. Bog bo uporabil izkušnje v služenju. ki jih imaš. Hallelujah. When I went to Bible Ko college, sem šla na biblično šolo, I was in a small singing group. bila sem v majhni skupini za petje. And the first week we were going out to minister, Prvi teden smo šli ven služiti, we were praying together, Skupaj smo four molili. girls, 4 punce. and I felt someone walk in the room Čutila sem, da je nekdo prišel v sobo and come put their hand on me. in je položil roke name. And I looked around, Pogledala sem okrog, and there was no one there. nobenega ni bilo tam. And I could feel that hand for about 10 minutes. 10 minut sem čutila to roko, Just the hand of God. roko Boga. God will use these experiences. Bog bo uporabil te izkušnje. They're not for nothing. Niso za nič. They're to encourage. So zato, da spodbujamo, They're to inspire. da navdihnemo, And they're to bless. da And for you blagoslavljamo. to remember, Lord, you did that so I knew you were with me. Zato, da se spomnimo, Thank you, Bog, ti si Lord. to naredil in vem, da si z mano. Hvala ti, Okay, Gospod. let's pray together, and then Clement, we'll take a little break, and then Clement will share about
how God uses our spiritual gifts. Dajmo moliti, pol bomo imeli pauzo, potem bo pa Klemen govoril, kako uporabljati duhovne darove. Thank you, Lord, that you made us like we are. Hvala ti, Gospod, da si nas naredil take, kot smo. Our personality, our temperament, Naša osebnost, naš temperament and you know everything about us. in veš vse o nas. The vision, the desires you put in our heart. Vizijo, želje, ki si jih postavil v nas. Thank you for the experiences that we've gone through. Hvala ti za izkušnje, skozi katere smo šli. That we can always say, you were there. Da lahko vedno rečemo, ti si bil tam. And we overcome because you are there. In mi premagamo, zato ker si bil ti Thank tam. you, Lord. Let all of these things bring great glory to you. Naj ti vse to prinese veliko slavo. In Jesus' V name, imenu Jezus. amen. Amen. Kako me je Bog oblikoval, kakšne duhovne darove mi je dal. A ste kaj uživali do zdaj? Je bilo dobro učenje? Na Zoomu upam, da se imate fajn. Jaz sem ful užival, poslušal svojo ženo, ful the best, in pol Tanja, ful rasturala in seveda Boštjan, ki vse to skupaj pripravil in strukturiral za nas, požrtvovalen človek, mu je po mojem tudi Jezus hvaležen. Torej, duhovni darovi, vsak vernik ima vsaj en dar duha. Se pravi, neverniki jih nimajo, ko sprejmeš 60, dobiš duhovni dar. To je drugače, kakor darovi in talenti v tem svetu. Jaz poznam enega preroka, ki mi je prerokoval stvari, ki so se mi naslednji teden zgodile, božji človek, to ni vedeževalec, izredno močen preroški dar je čez njega deloval. In zanimivo je, da ta človek, preden se je spreobrnil, je bil pa vedeževalec. In včasih je res, da hudič pač uničuje stvari in pol Bog človeka odreže to na prav način dela. Ampak to ni nujno. Lahko si nekaj čist drugega v duhu, kakor si bil prej v mesu. Drugič, noben nima vseh darov. Zakaj? Ker jih Sveti Duh deli vsem, kakor on hoče. In zakaj en človek nima vseh darov, zato ker rabimo drugega. Če bi en imel vse darove, pa ne bi nobenega rabil. In to Bog noče. Bog hoče, da smo odvisni od njega in drug od drugega. Ne moreš jih zaslužiti. Se pravi, lahko hrepeniš, kot je Tanja govorila, hrepeniš, goriš za tem, da bi imel več duhovnih darov, ampak nikakor ne misli, da si lahko zaslužiš duhovne darove. Ker če si nekaj lahko zaslužiš, pa to ni več dar. Četrtič, Bog ne vzame nazaj svojih darov. V Rimljanih 11:29 piše, da Bog ne obžaluje darov. Se pravi, on ne reče, zdaj pa si ga začel biksati, ti bom nazaj vzel dar. To ne obstaja. Zato doskrat mi vidimo celo, recimo, jaz vem za enega evangelista, ki ga je ful Bog uporabljal, ful čudežev, in to so snemali na televiziji v tam 1950 pa naprav, A.A. Allen. In pol je ti bil depresiven, ker je sam bil bolan in ni znal sprejeti zdravljenja in je človek začel piti. In je pil, da je nekako z alkoholom, da ga je nehal boleti. In pa se je navadil na alkohol in on je prišel pol na evangelizacijo, na pol pijan in je Bog ful zdravljal ljudi preko njega. Še naprej, vse. Zakaj? Ker ima Bog rad ljudi. Se pravi, ker ti je Bog nekaj dal, ti ne bo vzel nazaj. In to je dobro, da veš. Zakaj? Ker ne moreš človeka povzdigovati na nek pedestal in reči, wow, tam ima pa ful darov, to je pa the best človek. Ni nujno. Lahko da je ful zgrešil. Jaz se spomnim, ker enkrat en ful velik božji človek prišel nas učiti, kjer sem bil v biblični šoli in sem poslušal njegove kasete, njegove knjige in ko sem ga videl v živo, so bili vsi navdušeni od njim, mene pa Bog rekel, človek je odpadel od Boga. In potem sem rekel, wow. In potem sem rekel, pastor, pazi, ta človek je odpadel od Boga. Je rekel, kaj je s tabo, Klemen? In pol se je res vedel, da je ti padel v homoseksualnost. Se pravi, ampak danes je spet je prišel tip ven, hvala Bogu, ker Bog pač, on je poln milosti. On, tudi če si čist zabredel, te bo iskal do konca, dokler si živ je upanje, haleluja. Ampak ni dobro, da si tako.
Ampak sam, zakaj to govorim? Ker hočem, da veš, da sam s to, če ima nekdo duhovne darove, ne pomeni, da je božji človek. Lahko je pač zlorabil božje darove. Ampak Bog je več od tega. Bog želi, da jih razvijam iz božje ljubezni. Se pravi, karkoli jaz iz ljubezni delam, za to bom nagrajen. In to bo pol čisto in bo delovalo, jaz bom zadovoljen, ljudje bo zadovoljni in še na koncu življenja bom sprejel nagrado. Tako da vse, kar delaš, se vpraš, a delam iz ljubezni do ljudi. Ker če delaš za to, da bi ti bil nekaj ali da ne vem karkoli, kjerkoli druga motivacija je ful slabo. Zato vedno se vpraš, a delam nekaj iz strahu, ali delam iz ljubezni, ali zakaj delam. In vedno deli zajel sem. Ko uporabljam svoje darove, je Bog proslavljen. Se pravi, če bi rekel, da je Bog ful proslavljen, enkrat je ena oseba rekla, ko je umirala od raka, to je za božjo slavo. Jaz to trpim, da se Jezus proslavi. To ni res. Bog se proslavi tako, da si ti ozdravljen raka. Bog se proslavi tako, da ti uporabljaš njegove darove, da se on manifestira, da se njegov ljubezen vidi naokoli, kjerkoli si. Tako da bolj, ko si ti razvid, bolj, ko funkcioniraš v duhovnih darovih, večjo slavo bo Bog dobil. Če bi rekel ful slavo Bogu prinesel, bolj samo živiš v maksimumu tega, kar ti je dal. Bolj, ko ti uspevaš, bolj, ko tvoj maksimum čez tebe teče, večjo slavo Bog dobi. Ok, in zdaj poglejmo si, kako smo obdarovani unikatno z namenom. 1. Korinčanom 12:1-30. Glede duhovnih darov, brat in sester, nočem, da bi bili vi v nevednosti. Različni so milostni darovi, duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vse to pa uresničuje en in isti duh, ki deli vsakemu posebej, kakor hoče. Se pravi, Sveti duh daje, kakor on hoče, vsakemu posebej. In različna so dela, isti je Bog. Se pravi, to, kar je Carol pregovorila, ni treba nobenega kopirati, v bistvu je slabo, če koga kopiraš. Boljše, da pač slediš Jezusu in razvijaš to, kar ti je on dal in si unikat. 1. Korinčanom 12:31. A vendar morate hrepeneti po večjih milostnih darovih. Naj vam pokažem še odličnejšo pot. A kdo ve, katera pot je to bila? Ljubezen. Se pravi, med 1. Korinčanom 12 pa 1. Korinčanom 14, se pravi, tukaj govori o službah, v 14 govori o manifestacijah duha, preroški darovi, darovi vednosti in tako naprej, kako Bog govori, vmes med vso to duhovno sceno, da pa celo največje poglavje v celi Bibliji o ljubezni. Se pravi, vidimo, center vsega je spet Božja ljubezen. Janez 15:7-8. Če ostanete v meni, moje besede ostanejo v vas, prosite karkoli hočete in se vam bo zgodilo. Wow, to je pa, kot da bi imel prazen ček, napiš kjerkoli znesek. V tem je poveličan moj oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Sprav, več sadu, kot ti rodiš, bolj je Bog proslavljen. Amen? Če bom jaz malo rezultatov, je malo Bog proslavljen. Več, ko mene Bog upravlja, wow, večjo slavo on dobi. Se pravi, ne imeti eno lažno ponižnost. Jaz prosim, ene neumne molitve se Bog ne mi dati preveč, da se nam prevzel. Ne mi dati premalo, da nam jamril. Daj mi glih prav, da nav nič od nič, da meni mlačen kristjan, pač to zdaj jaz dodam. Ne. Ti moraš vedeti maksimum človek, haleluja. Ok, darovi duha, dajmo s to malo pogledati. Niso zame, ampak so v korist drugim. Se pravi, če bi rad bil res uporabljen od Boga, ne razmišljati o svoji koristi, razmišljati, kako te Bog za druge lahko uporablja. Ko jih uporabljam s pravilno motivacijo, prinesejo več zrelosti in harmonije v Božjo družino. V vseh darovih jasno lahko napreduješ in rasteš. Kako? Ko jih s pravilno motivacijo uporabljaš. Pa ti Bog da še več. Ni isto, kot so sadovi duha. V bistvu sad duha je v Galačanih, mislim, da je 5. poglavje, govori o karakterju v bistvu, ki ga Bog v tebi dela in največji sad duha je ljubezen spet. Ampak dar, kot smo prej pogledali, je isto. Ti lahko, da ne rasteš z Bogom, ampak dar še vedno lahko deluje čez tebe. Zato pač moramo vedeti, sad duha kaže zrelost. In darovi svetega duha niso isto kot naravni talenti. Lahko si ti ful talentiran učitelj v šoli, pa priješ učiti Božjo besedo, pa je brez veze vse skupaj, ker ti ni Bog to poklical. Jaz sem videl človeka, ko sem šel največji krščanski center pogledati, ki ga imamo v naši mreži v Brisbaneu in sem tam preživel 2 tedna. In ta izvršni pastor, ko vse vod, on je 10 ur na dan ali pa 12 ur na dan je z ljudmi. In ful investiral v ljudi, ful se druži z ljudmi, vse živo dela, ampak njegova osebnost, on je introvertiran človek. On
njegov karakter, njegov naravni talent je vse razen delo z ljudmi. On naravno bi mogel v eni pisarni sedeti, pa program, software razvijati, pa čim manj stika med z ljudmi. V tem bi on mogel uživati, ampak on uživa kaj skozi med folkom. In pol sem rekel, pa kako si lahko introvert in tako naprej. Prav, to je Jezus. To je duhovni dar. Razumeš? Bog ti dal duhovne darove. Ti si lahko ful pastoralen človek, pa si totalno znanstvenik po naravi. Ampak v duhovnem svetu si pa ful pastoralen. Kamorkoli prideš, svetuješ ljudem, poslušaš ljudi, daješ jim prave odgovore. In sploh ni treba, da si pastor za to. Razlika je med službo in darovi. Prav je, da sem pripravljen služiti tudi v potrebah, kjer nimam duhovnih darov. Se pravi, obstaja primarno pa sekundarno služenje. Se pravi, ti, če nisi zvest v sekundarnem služenju, ne boš prišel do primarnega. Se pravi, ti moraš biti zvest v vsem. Karkoli vidiš potrebo, greš pa delaš. Jaz se spomnim, ko sem prišel v biblično šolo, kjer smo vsi skupaj živeli, in to je bil čas vojne na Hrvaškem. In vsi študenti so bili ful leni, res. In prvič, v molitveni sobi nas je bilo mogoče 2% študentov, ko smo imeli molitveno sobo, vsak dan pred začetkom puka, po puku, karkoli. Vedno nas je bilo tam 2-3 od 120 ljudi. In druga stvar, karkoli je bilo treba narediti, so se vsi izmikali. Je bilo treba služiti ljudem tam v begunskem kempu, je bilo treba hraniti uboge. Vsi so se izmikali. In jaz rekel, Bog, karkoli me prosil, bom rekel ja. Ni važno, da mi je všeč ali ne. Sam, da je neka potreba, jaz sem tle. In pol so malo to poštekali in so me skozi prosili za vse živo. In na koncu sem pridigal pol po celi Hrvaški, spreobrnen si bil pa sam 3 mesece. Ampak jaz sem vsak dan 10 muslimanov, ki jaz sem pripeljal. Samo 4 citate sem se naučil. Razumeš? Služ v vsem, haleluja. Odloci, kjerkoli me rabaš, ne reč, tamle en umira pa reč, Maja, jaz nimam službe milosti. Jaz sem učitelj Božje besede. Jaz ne bo šel zdaj tam enemu pomagati. Razumeš, to ni Božje kraljestvo. Čim si preveč vzvišen, zakaj si poglej Jezusa. On, ki je prišel na obisk, je pa vzel cunjo od najnižje čistilke in je začel učencem pucati sandale ali umivati noge. On je vzel uno cunjo, ko vsi grejo 2 metra okoli njej. Razumete? On je šel direkt po uno cunjo in je začel pucati. In mi je bilo ful neroden, ker naenkrat je pokazal, koliko so oni preveč visoki za kakšne upravke. In ko vidiš, da ti neki počastjo, pol se moraš malo ponižati. Haleluja. Moji darovi me ne naredijo, da sem več ali manj od drugih. Brez ljubezni nisem nič in mi nič ne koristi. V bistvu tebe mora biti malo strah, ko vidiš, da imaš veliko darov. Zakaj? Ker se bo veliko od tebe zahtevalo. Komor je velik dan, se bo veliko od njega zahtevalo. In to se moraš malo zamisliti, če vidiš, da imaš ful darov. Če misliš, da jih nimaš dost, bod vesel, haleluja. Ker boš manj cene mogel plačati. 1. Korinčanom 12:7. Vsakomur se daje razkritje duha v korist vseh. Enemu je po duhu dana beseda modrosti. Beseda modrosti je nekaj, kar nisi prebral v učbeniku. Obstaja naravno in duhovno znanje. Naravno znanje se greš učiti v šolo, odpreš učbenik, se naučiš na pamet, memoriziraš in vse se lahko naučiš. Ampak beseda modrosti je pa nadnaravno razodete, ker ti Bog da odgovor za eno osebo, ki je šel izvan tvojega uma, je prišel iz tvojega srca, iz tvojega duha. In si mu dal točno odgovor, še sam nisi vedel, od kje si ga dobil. To je beseda modrosti. Drugemu v skladu z istim duhom beseda spoznanja. To je zelo podoben. In dostikrat v bistvu beseda spoznanja pokaže ti recimo, kje ima človek problem, kje ga kaj boli, kje je kaj zgrešil in pol mu daš po besedi spoznanja lahko rešitev. Drugemu vera po istem duhu. Dar vere sploh ne rab tvoje vere. Dar vere je, kad nadnaravno nekaj verjameš, sploh se nisi trudil. Veš, da bo človek zdravljen, če se ga boš dotaknil. Veš, da bo vse v redu, čeprav ne veš, zakaj veš in tako naprej. To je dar vere. Potem drugemu po istem duhu milost in darovi ozdravljenja. Se pravi, dar ozdravljenja je, eni ljudje ga čutijo v roki. In pol, ko položijo roke, gre ta dar v to osebo. Eni ljudje ga čutijo v atmosferi, eni ljudje čutijo v svojem telesu, kje človeka boli. Dar ozdravljenja deluje na različne načine. Drugemu delovanje čudežnih moči. Čudežna moč je več kot dar ozdravljenja, zato ker nekaj ustvari, kar sploh ni bilo. Recimo nekomu
Jaz sem molil za osebo, ki je bila rojena brez bobniča, paf, se ustvari bobnič. Molil sem za človeka, ki ima že odrezano nogo, odgležano vzdolj, pa mu izrasla noga. To je dar čudežnih moči, ko v bistvu ne moliš za ozdravljenje, ampak dar čudežnih moči mora čez tebe delovati. Drugemu delovanje, prerokovanje. Prerokovanje, ko v prvi osebi govoriš v imenu Boga. Se pravi, mislim, da je Boštjan na prejšnjem bogoslužju, ko smo bili poslovljeni, začel prerokovati. Govoril je v Božjem imenu. To so dostikrat učenci sprejeli, takoj, ko so bili krščeni v Svetem duhu, so začeli v novih jezikih govoriti in tudi prerokovati. Se pravi, in vedno prerokuješ na 3 nivojih, lahko vsak vernik prerokuje. In to je na izgradnjo, na ohrabritev, pa v tolažbo. To so 3. Ne prerokuješ človeku, s kom naj se poroči, ali bo imel fantka ali punčko, ki se bo rodil. V to nikoli ne iti v to. Nikoli ne prerokuješ navodila, nikoli, tako kot recimo vedeževalci. To pusti za zrele preroke, da dajo časovne omejitve pa navodila. Ti se drž tega, da tolažeš, hrabriš in spodbuješ in izgrajuješ ljudi. Gremo naprej. Drugemu razločevanje duhov. Razločevanje duhov je, kad ti prepoznaš, kjer duh stoji iza določene situacije in lahko prepoznaš demonsko delovanje, da potem zvežeš unga demona, lahko pa razpoznaš tudi angelske aktivnosti. Se pravi, jaz sem danes molil za ene par ljudi v Šentjurju in sem prepoznal angelsko delovanje v določeni osebi in sem mi točno povedal, kaj se dogaja na tem področju. Se pravi, razločevanje duhov vidiš v duhovni svet, duhovne osebe iza situacije. Drugemu raznovrstni jeziki. Tukaj so pa jeziki, ki ti ne moreš samo šikara basendele berkende, ker je pač tvoj molitveni jezik, ampak z avtoriteto moliš v jezikih, ko v bistvu prerokuješ v jeziku in ta jezik se mora potem prevesti. Drugemu pa razlaganje jezikov. Se pravi, nekdo, recimo jaz sem to videl par domu v Palindi, dom mol ali Palinda da sporočilo v novih jezikih, dom pa dobi prevod ali pa obratno. Jaz tega sploh ne uporabljam. Jaz grem raje takoj kar v preroško besedo. Ker piše, da je večji taka prerokuje, kot ta, ko govori v jeziku. Ampak oboje je the best. 1. Korinčanom 12:24. Da, Bog je sestavil telo in skromnemu namenil več časti, da v telesu ne bi bilo razprtije, marveč bi telesni deli enako skrbeli drug za drugega. V komunizmu je imel direktor lahko samo 4-krat toliko plače kot delavc. A ne bi bilo zanimivo, da bi imel delavc 4-krat več plače kot direktor? Kdo bi pol hotel biti direktor? A veste, da poslanci imajo ful velike plače v Sloveniji? Preveč, ful preveč. Ker pol je težko biti služabnik. Ker ne veš, a si tam zaradi denarja ali zato, da služiš narodu. In dostikrat pozabijo te stvari. In a veste, koliko ima v Angliji poslanc plače? Manj kot navadni delavci. In to je pravilno. Zakaj? Da v telesu ne bi bilo razprtije, marveč bi telesni deli enako skrbeli drug za drugega. Če en del trpi, trpijo z njim vsi deli. Če en del v časti, se z njim vsi veselijo. Vi pa ste Kristusovo telo, vsak zase del telesa. Bog pa je v cerkev postavil najprej apostole, se pravi, na prvem mestu so apostoli. Zakaj? Ker največjo ceno plačujejo. To so ljudje, ki grejo v teritorij, kjer ni cerkve, prebijajo atmosfero, borijo se. Pavel je rekel, jaz se zborim z vermi v Efezu. On se ni boril s tigri pa levi, ampak z demonskimi oblasti v kraju, kjer je bila kraljica Diana, glavna avtoriteta v duhovnem svetu. In po njegovem prihodu je bilo tam center krščanstva. Se pravi, to so apostoli, prebijajo atmosfero, začenjajo cerkve, postavljajo lideri in grejo naprej. Potem drugič je dal koga, kdo je na drugem mestu? Preroke. Se pravi, prerok je človek, ki vidi vnaprej, kaj Bog hoče narediti, prerokuje v cerkvi, usmerijo, kaj dela prav, kaj dela narobe, kje se mora spremeniti, kaj ne naredi, da gre na nov nivo. Se pravi, ti, če prerokuješ, nisi prerok. Različna je služba ali pa dar. Se pravi, ti si lahko ful pastoralni človek, pa ni treba, da si pastor. Razumete, so razlike med darovom ali pa funkcijo, službo ene osebe. Tretjič, učitelje. Se pravi, na tretjem mestu niso pastori, ampak učitelji. Se pravi, učitelj ti pa zna razložiti z Božje besede ven. On šteka Biblijo od začetka do konca, dobiva razodete in eno je mentalno učenje, drugo je pa razodeto znanje. Ko ti poslušaš, uči se ti odpira in rasteš v Kristusu. Potem čudodelstvo. Wow, Bog je dal na naslednje mesto čudodelstvo. Kdo bi rad bil čudodelc?
Želel si to, haleluja. Da Bog čez tebe dela čudeže, haleluja. To je the best. Bog hoče to. Zakaj? Ker pol vsi vejo, da je Jezus živ, haleluja. Potem milostne darove ozdravljanja. Se pravi, prej smo že videli, dar čudežnih moči je več kot ozdravljanje. Čudodelstvo je čudo, lahko. Nekaj, kar ni bilo, se ustvari. Ampak dar ozdravljanja pa nekaj, ki je polomljen ali pa bolano, da ozdravi. In pogledajte naslednjo, služba pomoči. To je pa izredno pomembna služba. V cerkvi vedno potrebna. Se pravi, to je človek, ki takoj vidi, kaj je treba narediti in bo naredil. In ne bo jamrl, da samo on to dela. In to je vedno je nevarnost. Kjerkoli dar imaš, kjerkoli službo imaš, je nevarno, da pol druge primeraš sam sabo in rečeš, zakaj sem jaz delan, zakaj Boštjan še to ne dela. Bod vesel, če bi on to delal, pol mogoče ti ne imel prostora. Okay? Bod vesel, če nekaj sam ti delaš. Hvala Bogu. Dobro, da še koga drugega to naučiš. Ja. Ampak služba pomoči, da vidiš stvar, greš narediti in ne pričakuješ, da bi te kdo nagradil, vsem ti je, v bistvu še boljše je, da nisi nagrajen za to. Ker pol veš, da iz čistim srcem to delaš. Služba vodenja oziroma administracije. Se pravi, vidiš eno stvar, en projekt in že vse niti skupaj potegneš, veš, kako to strukturirati, pripraviti. To je spet Božji dar, ni to zanimivo. Se pravi, ti si lahko menedžer v Božji cerkvi. Haleluja. Koliko to rabimo? Ful. In govorjenja v raznovrstnih jezikih. So mar vsi apostoli, so vsi proroki, vsi učitelji, delajo vsi čudeže, ali imajo vsi milostne darove ozdravljene, ali vsi govorijo jezik, ali vsi razlagajo. A vendar morate hrepeneti po večjih milostnih darovih. Sprav, spet, nima vsak vse in niti treba tega iskati. Mislim, da sem prišel do konca. Na mojem slajdu piše Slava Jezu Boštjan. Haleluja.